Danes je dan slovenskih paraplegikov in tetraplegikov. Na današnji dan pred 52 leti se je nekaj entuziastov naše organizacije s poškodovano hrbtenjačo odločilo, da bodo ustanovili organizacijo, katera ponosno nadaljuje njihovo delo, današnja Zveza paraplegikov Slovenije z 9 pokrajinskimi društvi. Že drugo leto je ta dogodek obeležen malo drugače, saj smo v času pandemije morali tudi mi svoje delovanje in poslovanje praktično prilagoditi razmeram. Seveda, Zveza paraplegikov Slovenije je v tem zadnjem letu skupaj tudi z Nacionalnim svetom invalidskih organizacij preko Državnega sveta pripravila kar nekaj pobud, novel, pa tudi procedur, katere smo preko Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, v kateri tudi sam delujem, uspešno pripeljali v državnozborsko proceduro. Tukaj moram omeniti uspeh, katerega je tudi s pomočjo Državnega sveta smo dobili slovenski invalidi, kateri prejemajo invalidske pokojnine. V lanskem oktobru smo dali pobudo, katero je Državni svet podprl brez glasu proti, da bi se ta del le uredil, in tako smo preko Odbora za delo, socialo, invalide v Državnem zboru pripeljali tudi na pobudo koalicije novelo, v kateri so se minimalne invalidske pokojnine praktično zvišale, nekaterim tudi za do 50–60 evrov, kar mogoče ni veliko, je pa dejstvo, da je kar 3500 invalidskih upokojencev prejemalo pokojnino nižjo od 300 evrov. In to je bil vzrok tudi pobude Državnega sveta, da smo preko komisije pripeljali do Državnega zbora, kjer so na plenarnem zasedanju 22. marca le sprejeli, da je najnižja invalidska pokojnina približno 388 evrov oziroma 41% odmernega odstotka, kar je pa še bolj pomembno, bo to veljalo tudi v prihodnje, ko bodo v naše vrste, seveda nikoli po svoji krivdi, prihajali različne vrste invalidi in zaradi nizke oddelane delovne dobe oni ne bi prejemali take invalidske pokojnine, kot je bodo sedaj. To gre seveda zahvala in vodstvu Državnega sveta in naši komisiji za socialo pri Državnem svetu, da je bila tukaj pomoč neizmerna tudi s strani strokovne službe. V državnozborski proceduri imamo ravno tako preko Državnega sveta tudi novelo o odpravi diskriminacije med invalidi, katera je prinesel za ZPIZ-2 leta 1993, in do takrat praktično vsi tisti, ki imamo 100% invalidnost, smo upravičeni do nadomestila za telesno okvaro. Po tem letu pa moji kolegi, ki jih usoda pripelje v invalidske vrste, niso več upravičeni do tega nadomestila, razen če se poškoduje na delovnem mestu ali imajo poklicno obolenje. In še eno novelo smo pripeljali preko Državnega sveta,
in pristojne komisije v državnozborsko proceduro. To je novela o obnovitveni rehabilitaciji, to je dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, kjer bi slovenskim najtežje gibalno oviranim invalidom bila omogočena zakonska pravica do obnovitvene rehabilitacije, katero zdaj seveda imamo, vendar samo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, katerega razpiše Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. In seveda invalidi smo vsako leto v negotovosti, ali ta razpis bo ali ne bo, kajti to je odvisno od javnih financ, tudi od sprejetja finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, kateri to financira. Tako da ti dve opcije so za nas pobožne želje, da bi se tudi uresničile v tem letu. Seveda imamo posluh s strani vlade, tudi trenutne koalicije, katera je naklonjena invalidskemu varstvu in tudi socialnemu varstvu, in samo želim si, da bi Zveza paraplegikov in ostale invalidske organizacije prišle do tega tako pomembne odločitve naših odločevalcev, čeprav danes je predsednik vlade, gospod Janez Janša, v čestitki naši organizaciji zapisal, da se mu zdi to zelo pomembno in to zavzemanje za najtežje invalide, in je tudi nakazal, da bo v poletnem mesecu v državnozborsko proceduro prišel tudi zakon o dolgotrajni oskrbi, kateri je pa zelo pomemben predvsem za tiste slovenske invalide, ki so starejši tudi od 65 let in jim zakonska pravica iz naslova osebne asistence ne omogoča kvalitetnega življenja. In to, če bo uspelo vladi do zaključka tega mandata to izpeljati, vsekakor bo zelo velik civilizacijski dosežek za naše prebivalce, državljane, ki potrebujejo to oskrbo. Verjamem in pričakujem, da bo pri tem jih podprla tudi opozicija, kajti vidim v delovanju Državnega sveta, da kadar so na sporedu, če tako lahko se izrazim, invalidska vprašanja, vprašanja namenjena izboljšanju kvalitete življenja slovenskih invalidov, se vedno najde velika mera konsenza in skoraj pravilo je, da poslanci vseh političnih strank rešitev podprejo. Seveda pri tem vedno imam podporo kot predstavnik invalidskega in socialnega varstva v Državnem svetu s strani kolegic in kolegov, državnih svetnic in svetnikov, za kar se ob tej priliki jim tudi najlepše zahvaljujem.